Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Na redni seji so se v sredo zbrali kranjskogorski svetniki in svetnice. Sprejeli so letna programa športa in kulture ter potrdili tudi proračun za prihodnje leto. Za obnovo občinskih cest bo šlo 1 150 000 evrov, za igrišče pri osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora 250 000 evrov, za vodohran Podkoren 270 000 evrov, za gradnjo stanovanj na Dovjem in v Mojstrani pa 181 000 evrov. Koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo je za 1 450 000. Porabili jih bodo tudi za obnovo Borovške ceste v Kranjski Gori, urejanje trgov in parkirišč, pridobitev urbane opreme, urejanje kolesarskih poti in za športno infrastrukturo. Turistična taksa se porabi za delovanje turizma Kranjska Gora. V proračunu občine Kranjska Gora za prihodnje leto se za programe športa namenja 520 000 evrov, ki jih bodo porabili za dejavnost športnih društev, športni dodatek kategoriziranim športnikom, vzdrževanje planinskih poti in postojank in vzdrževanje športnih objektov. 330 000 evrov gre za investicije v športno infrastrukturo, 55 000 evrov za sistem zasneževanja v Kranjski Gori in Mojstrani, 20 000 za dokončanje zavarovane poti Hladnik, 3 000 za ureditev objekta pri športnem igrišču v gozdu Martuljku, 21 000 za športni park Ruteč, 2500 za ureditev plezališča Grančišče Vzhod, 2400 za ferato Mlačca pri planinskem taboru, 132 000 za ureditev golf igrišča v Logu in 15 000 evrov za igrišče na Prodah v Mojstrani. Kranjskogorski svetniki in svetnice so se na seji seznanili tudi s poročilom o delu sveta glasila Zgornje Savc za letošnje leto. Letos je izšlo 12 številk Zgornje Savca, praviloma vsak prvi petek v mesecu, razen avgusta, ko zaradi občinskega praznika, ki ga želijo vključiti v vsakokratno aktualno številko, izide teden dni kasneje. V Zgornje Savcu so pisali o najpomembnejših občinskih dosežkih, problemih in načrtih, o delu župana, občinske uprave, občinskega sveta in drugih občinskih organov, o turističnem gospodarstvu, o dogajanju v krajevnih skupnostih, o delu osnovnih šol in vrtcev, o najpomembnejših občinskih in krajevnih prireditvah, o delu državnih organov, ustanov in služb na območju občine, o občinski, krajevni in državni infrastrukturi, o političnem dogajanju v občini, o kulturnem življenju ter varstvo kulturne dediščine in narave, o varnosti, položaju invalidov in starejših, o zanimivih ljudeh iz občine. 3krat v letu, aprila, avgusta in novembra, je izšla literarna priloga Šepet časa v Zgornjesavski dolini, za katero prispevke zbirajo in izbirajo uredniki Matjaž Gracer, France Voga in Franci Koražija. Na osnovni šoli 16. decembra Mojstrana pa so v četrtek pripravili tradicionalno prireditev ob krajevnem prazniku in pred božično-novoletnimi počitnicami. Program so pripravili mojstranški šolari, letos pa je bilo v njem veliko pridiha turizma, saj je turistično društvo Dovje Mojstrana obeležilo 110 let delovanja. Kako se vam pelali v dolino? To bo čudo! Imaš pustelj! Mene ne, ampak je šel Franca, še pa še jaz. Sem rekel, kamer je šel Bog, ne gre pa še Štrak. Če še on na postajo, sem šel še jaz. Če on tepen, bom pa še jaz. Mene so pustelj, so rekli. Se jih zaston, malo vesela ne me naš dekoč. Pravite, kako je šlo? A v to hitrško, kar zvozem po klanc delon, pa smo zakaj me gledali. Že je videl, če se le gor zbašemo. Pa pom se bliža, lej kako se kadi zadvajmo. Kako ropota, grmi, zmeri bliže. Za nami je praznovanje krajevnega praznika 16. december, ki vsako leto poteka v osnovni šoli 16. decembra v Mojstrani. Letos smo ga pripravili Turistično društvo Dovje Mojstrana v sodelovanju z glavnim organizatorjem, to je seveda osnovna šola, in upam, da ste bili vsi zadovoljni z ogledom predstave naših otrok. Prikazali smo turizem,
od začetka, ko so prvi turisti zašli v naše kraje, pa vse do danes in upam, da bodo zahajali še dolgo let. Na prireditvi je bil tudi kranjskogorski podžupan Bogdan Janša. Vsako leto se učenci in učenke osnovne šole v Mojstrani res lepo potrudijo za to, da obeležimo ta krajevni praznik. Letos je bil ta praznik še posebej lep, saj smo se sprehodili skozi zgodovino 110-letnice turističnega društva Doje Mojstrana, kot sem že povedal, za kar so poskrbeli z glasbo in pesmijo naši najmlajši iz osnovne šole. In jaz bi jim rad čestital v imenu občine Kranjska Gora za res prisrčen program. Hkrati bi v bistvu vsem krajankam in krajanom zaželel, bom rekel, in čestito krajevni praznik in pa seveda zaželel veseli december, vesel Božič in vse dobro v prihodnjem letu. Na osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora pa je bilo praznično že v ponedeljek. Pripravili so namreč tradicionalno čajanko, na kateri so učenci skupaj z učitelji pripravili svoje izdelke in jih bojo ponudili staršem. Starši bodo seveda prispevali prostovoljne prispevke, zbrana sredstva pa grejo za delovanje razrednih skupnosti. Po čajanki bomo imeli tudi novoletni koncert, na katerem bodo učenci peli, plesali, igrali na inštrumente. Zahvalili se bomo tudi županu Janezu Hrovatu za sredstva, ki jih je namenil skupaj seveda z občinsko upravo za letne sezonske karte za naše učence, za smučanje. Zahvalili se bomo podjetju Elan, ki je prispevalo oziroma doniralo 10 parov smuči za naše učence. Bomo lažje izvajali tečaj smučanja v 2. in 3. razredu. Poleg tega bomo pa smuči tudi brezplačno stopili učencem za vikende in počitnice. Na prireditvi je bil tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat, ki je pohvalil sodelovanje občine, Elana in šole. Novoleten koncert zahvalo Elanu pa občini kot donatorju kart je bilo res v bistvu današnja prireditev in dokaz, da so zadovoljni, da so otroci, starši in učitelji zelo lepo sprejeli to ponujeno roko nas, pa na koncu tudi Elana, ki je prisluhnil tej akciji občine Kranjska Gora, v bistvu donaciji kart in z podaritvijo 10 kompletov smučarske opreme je Kranjska Gora oziroma osnovna šola Kranjska Gora še veliko bolj pripravljena, da tudi tem, ki si ne morejo privoščiti nove opreme, pomaga z izposojo in seveda, da zmanjša te razlike. Zakaj ste se odločili, da donirate šolarjem karte za smučarske karte za Kranjsko Goro? V bistvu moram po pravici povedati, da je v lanskem letu na sestanku županov 3 dežel prišla ena debata, ko so se avstrijski župani od Podkloštra pa do Podroža pogovarjali o teh kart in jaz sem prisluhnil, kaj se te župani zgovarjajo in v bistvu zamejski župani so lansko leto v tem območju Koroške, zgornje Koroške, prvič izvedla akcijo za donacijo smučarskih kart vsem osnovnošolcem in to sem jaz pobral v bistvu tam, ni moja ideja, sem pa vesel, da so mi svetniki, pa tudi vsi na občinski upravi, ravnateljna in v bistvu ves učiteljski zbor samo sledili in da smo to akcijo lahko izpeljali v takem obsegu, kot smo jo.
Ta teden so se na prednovoletnem srečanju zbrali tudi mali kamenčki, predstavniki gospodarstva v Zgornjesavski dolini. December je čas, ko potegnejo črto pod dogajanje v letu in ko začnejo kovati načrte za naprej. Ja, vsaka priložnost, ki je takole organizirana, da se vsi skupaj zberemo, kakšno rečemo, malo pokomentiramo prejšnjo sezono, si damo kakšen nasvet za naslednjo sezono, je dobrodošlo. Tako da sem zelo vesela, da smo v takem številu in upam, da bomo to tudi drug let, čez 10 let tudi takole se zbirali. Ste rekli, da pokomentirate leto, ko se bo počasi zdaj izteklo. Ja, jaz bi rekla, trkamo, da je Kranjska Gora zaživela, se pravi turistično, smo vsako leto bolj prepoznavni v svetu, tako da jaz mislim, da smo na pravi poti. Na zimsko sezono ste pripravljeni? Ja, smo, vsi vas je že tudi v celoti, že ponuja praznične dobrote in tako dalje, tako da smo. No. Mali kamenčki so tisti, ki v dolino prinesajo ogromno in na nje je ponosen tudi župan Janez Hrovat. Ja, v bistvu zato, da se pred sezono še enkrat srečamo, si povemo kakšno stvar, ki nam koristi. Mislim, da je to že ta 10-letna tradicija tega druženja prednovoletnega resnično potrdila, da je to potrebno in da mali kamenčki, v bistvu, ki smo nasledili to od večjih, od hotelov, zdaj pač to štafetno palco držimo in da tudi ljudje so navdušeni. In tudi po obisku se vidi, da podjetniki, turistično gospodarstvo se zbere in v bistvu se še zadnjič pred temu sezonskemu navalom turistom poveseli. V bistvu mali kamenčki so kakor pesek pod kolesa, ne? Ko ti avto zakoplje, brez peska ne moreš, ampak ko ti pa pride v nepravem trenutku pesek med kolesa, ti pa lahko tudi nagaja. Tako da kamenčki so, hočeš, nočeš, pač dejstvo, ki v turistični destinaciji, kraju Kranjska Gora, pomenijo vse. Da se stvar premakne, da se stvar odpelje naprej in mislim, da vsi ta mali kamenčki, pa tudi kar velikih kamnov je danes tukaj nekaj, kažemo, da samo skupnim delovanjem z enotnostjo lahko premaknemo kraj naprej. Sneg je že pobelil Kranjsko Goro, žičničarji so pognali žičniške naprave, alpska vasica je praznična, zato je bil ta konec tedna pravšnji, da se zimsko sezono tudi uradno odpre, z raznimi aktivnostmi in tudi koncertom Mambo Kingsov. Ski opening Kranjska Gora ta konec tedna, mislim, da je izredno uspel, sploh snežne padavine, ki so bile včeraj, so naredile res pravlično kuliso. Naši smučarski učitelji so pripravili res izredno lepo baklado, izredno prireditev. Vse skupaj je bilo čarobno, vse malo so popestrili še žičničarji s svojimi ratraki in pa padalci. Skratka, res pravlično, vzdušje takšno, kot je tudi Kranjska Gora. Večer se je nadaljeval v dvorani Vitran z Mambo Kingsi in pa tudi nedelja bo pestra. Tako da mislim, da je sezona uradno odprta. Upam, da bo tudi tako uspešna, kot je bila poletna sezona. Mislim, da so pogoji zaenkrat več kot dobri in vsem turističnim delavcem, vsem delavcem v gostinstvu in nasploh vsem v Kranjski Gori želim, da bi bila ta sezona ena tistih bolj uspešnih. Kulturno-umetniško društvo Gozd Martuljek pa je sinoči pripravilo premiero igre Plešasta pevka. Premiera je bila v dvorani v Gozdu Martuljku. To je igra antidramatika francosko-romunskega rodu Eugena Ionesca, ki jo je napisal leta 1950
in jo še danes v Parizu v enem gledališču igrajo skoraj vsak dan. Gledala sva film z nekimi ženskami. Po kinu sva šla popit malo žganja in mleko. In potem sva brala časopis. Upam, da ste preživeli prijetno popoldne z nekim moškim, da ste šli v kino in da ste pili žganje in mleko. In časopis. Gospa in gospod Martin, vajna povabljenca sta prekrati. Čakala sta, ne? Nista si upala vstopiti sama. Nocoj naj bi večerjali skupaj. Sodelujejo pač sami Martuljčani, no jaz sem napol Ljubljančan, pa moja hčika tudi, in sicer 3 generacij in so zelo z veseljem pri tem delali in smo si kar nekaj dela zadali, cel junij smo imeli bralne vaje, pa praktično od konca septembra tudi vsak teden odrsko vajo na tem odru. In kakšna je pravzaprav vsebina predstave? Govori pravzaprav o angleških ljudeh, Angležih pravih, ne bi bili Angleži, ampak s humornim pristopom in pa o tem, kako lahko razpada jezik, ker pravzaprav te ljudje ne govorijo konsekventno, to se pravi v logičnem zaporedju, ampak vse pomešajo in je narejeno na absurd, pa tudi na komičen efekt. Dan, gospa Smit, videti ste najovoljna. To je zato, veste, moja žena je rahlo užaljena, ker ni imela prav. Med gospod in gospodom Smit je namreč prišlo do nesoglasja, veste, gospod, povej mi, gaslicev. Ne mešajte se to. Prosim, da ne mešaš tujcev v najne družinske prepire. Draga, se ni tako težav. Poveljnik je star hišni prijatelj. Njegova mati mi je dvorila. In njegovega očeta sem poznal. Prosil me je, naj mu dam hčerko za ženo, ko jo bom imel. Pa ni dočakal. Je prej umrl. Ne, on ni bil kriv, ne vi. Toda, zakaj pa sploh gre? Moj mož je trdil. Ne, ti si trdil. Da, ona je bila. Nikar se ne razburjete. Povejte mi, kako je bilo, gospa Smit. Drage gledalke in gledalci, zdaj le prelistajmo še koledar prireditev. Praznična prireditev mladi osrečujejo z glasbo in plesom, ki jo pripravlja Kulturno-prosvetno društvo Podkoren, bo v petek ob 19. v Ljudskem domu v Kranjski Gori. Elanov družinski dan na snegu bo v soboto in nedeljo od 10. na Kranjskogorskem smučišču. Prižig adventne sveče in nastop cerkvenega zborčka bosta v nedeljo ob 17. v Alpski vasici v Kranjski Gori. Toliko smo vam, drage gledalke in gledalci, pripravili za tokrat. Imejte se kar se da lepo in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!